Zdravljeni, z vami sem Inga in danes bom odgovarjala na vprašanje, ki je zelo, zelo pogosto. Veste, kolikokrat me pokliče kakšna dama pa reče, joj, meni sem, nekaj rabim, moje telo nekaj rab, pa sploh ne vem, kje naj se lotim. Kateri je najbolj pomemben vitamin ali pa mineral v meni? No ja, a lahko odgovorim z enim? Če bi jaz morala zbirati en vitamin izmed vseh, za hormonsko ravnovesje, kaj bi izbrala? B-kompleks. Ampak B-kompleks, B12 vitamin, ki veže vse ostale B-vitamine, se ne veže, če nimamo kalcija. Če nimamo magnezija, se kalcij ne veže. Pač nekak začaran krog. Ampak vse, kateri je najbolj pomemben vitamin izmed vseh? Pa vam povem, kater? Bolj kot B-vitamin. Vitamin D. Ta je izmed vseh najbolj pomemben in dejstvo je, da naša fotocelica, če gledamo največji organ v našem telesu, naša koža, je 2 kvadratna metra velika fotocelica. In ta fotocelica, kakor jo izpostavimo soncu, začne srkati nase ultravijolične žarke in naša koža oziroma v jetrih se potem proizvaja D-vitamin. In D-vitamin je v osnovi hormon. D-vitamin pomaga pri presnovnih procesih, pomaga pri tem, da se kalcij veže, pomaga, da iz hrane dobimo maksimum. Poleg tega D-vitamin dviga imunski sistem, deluje proti vnetjem, deluje na psihično stabilnost, ker recimo znaki pomanjkanja D-vitamina so zelo podobni pomanjkanju B12 vitamina. Recimo, zdaj, če pogledamo vitamin B12, prvi znaki pomanjkanja B12 so živčnost, nervoza, vse ti gre, nekomu bi skočil človek v glavo, enostavno vse ti gre na živce. In to je prvi znak pomanjkanja B12 vitamina. Ampak zdaj pogledamo verigo. B12 se veže s kalcijem, kalcij za vezavo potrebuje D-vitamin. Se pravi, rabimo D-vitamin. D-vitamin blokiramo vsakič, ko se namažemo s kremo za sončenje. Se pravi, pridemo na sonce, se moram namazati, da me ne opeče. Bravo, blokirala si popolnoma proizvajanje D-vitamina in enostavno tega primanjkuje. In kljub temu, da mogoče si na soncu čez poletje, od aprila do oktobra, manjka v telesu D-vitamina. Zdaj, kako lahko še veš, da ti manjka D-vitamina? Krhke kosti, pojav osteoporoze, pojav težav s kožo, aknasta koža, luskasta koža, to je vse pomanjkanje D-vitamina. Potem, kaj je še? D-vitamin, no ja, seveda, najbolj pomembna zadeva je pojav avtoimunih obolenj. In zdaj, če gledamo, avtoimuna obolenja so vsa, ki se jih ne moreš nalesti. Se pravi, če ima moja soseda artritis, skoraj sigurno ni možno, da se ga jaz nalezem. Se pravi, je to avtoimuno obolenje. Ali pa če nekdo zboli za rakom, raka se pač ne nalezeš zato ker pač nekdo čiha. V glavnem, avtoimuna obolenja pa dejansko so v povezavi pomanjkanje D-vitamina, seveda tudi zaščitnih snovi in preveč strupov v telesu in povečanje avtoimunih obolenj. Direktno gre tako, ko dvigneš D-vitamin, se zmanjšajo vnetja v telesu, avtoimuna obolenja. Tako da, kaj vam priporočam? Seveda, glejte, jaz že 32 let pač se ukvarjam, sodelujem s podjetjem Neolife in tukaj noter v ProVitality Plus imate in B-vitamin in D-vitamin, vsakega pomalo, tako da največkrat mojim strankam rečem, pač vzem ProVitality Plus, ker pokrije celo prehransko piramido. In zdaj, če mi gledamo, da mi rabimo prebavne encime, da rabimo urejeno prebavo, da potrebujemo, pač mora biti dobra kislost želodca, da se hrana razgradi. In zato pač potrebujemo prebavne encime. In v ProVitalityju je vse to noter. Potem potrebujemo vse vitamine pa minerale v pravilnem razmerju, da to pride do celice. Naslednja stvar, seveda, mora biti noter železo, bakar, C-vitamin, pa se pravi železo, pa B12 vitamin za dobro kri. Se pravi spet neka vezava, ki deluje na to, da boljš deluje naše telo. Pa je notri magnezij v kombinaciji s C-vitaminom,
To sta pa dve najmočnejši vžigalci v naših celicah. Se pravi, če imamo mi zadostno količino magnezija in C vitamina, se v mitohondrijih proizvaja energija in občutek energije, občutek vitalnosti, predvsem pa ni, da tisto, da se vlečemo skozi življenje in enostavno, koliko sem jaz utrujena. In če vas ta trenutek krivi pomladanska utrujenost, vam manjka, ampak res manjka C vitamin. Tako da v tem primeru vzemite Pro-Vitality Plus, pa še C vitamin zraven, da se pač vaše celice napolnijo z novo energijo. No, zdaj pa še ena stvar. Zakaj je Pro-Vitality Plus dejansko drugačen od vseh multivitaminskih prehranskih dopolnil? Dobro, prva stvar je 100% naraven. To je zelo pomembno. Druga zadeva ima pa noter olja, ki odpirajo celično membrano. In ta olja nahranijo, reče se fosfolipidni dvosloj. V bistvu to je celična membrana, je tako kot en sendvič. In vplivajo na to, da postane polprepustna, se pravi, da hranilne snovi grejo noter, odpadne grejo ven in da celica diha, da sprejema hranilne snovi, da odpadne izloča. V bistvu vsaka celica zase je svoj organizem, ki se prehranjuje, ki diha, ki lula, ki kaka in tako naprej. No in v glavnem, če pogledamo, kaj je še tukaj noter, karotenoid kompleks. To so pa barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in to je predstopna A vitamina in recimo na eno kapsulo pride približno 1,5 kg korenja. Vpliva to predstopna A vitamina, v bistvu se potem v jetrih izdela A vitamin, deluje na vid, na izboljševanje samega vida, na splošno vsega degenerativne spremembe na očeh se začnejo izboljševati, dviga imunski sistem, dvigne se odpornost po celem telesu, v krvi se povečajo T celice, to so celice požiralke, ki požirajo vse, kar ne paše v naše, kar je čudnega, kar je patogenega. V glavnem, moja osebna izkušnja prav s tem karotenoidom, pa z omega 3, no še omega 3 je noter, je neverjetna. Stara sem bila 25-26 let in ugotovili so mi očesni pritisk. Pač takrat sem dobila moja prva očala, nimam tako slabega vida, jaz v bistvu vozim pogosto tudi brez očal. Tam dioptrija okrog 0,75. Ampak očesni pritisk je bil neznosen. Jaz sem imela take glavobole, da sem na skrivaj jedla sredstva proti bolečinam. Pač zaznored. In ko sem jaz probala to kombinacijo karotenoid in omega skupaj, meni se je vid pač izboljšal oziroma se mi nehal slabšati in očesni pritisk je zginil. No in naslednja zadeva, to sem že rekla, omega je noter, omega je tako za srce, ožilje. In zdaj, če gremo prav na meno, ker pač moje stranke ste po večini večji del toliko stare, kaj jaz. In če še do zdaj niste nič vložili vase, se pravi v obdobju menopavze, hormoni so topni v maščobi. Se pravi, če ti manjka dobrih maščob, enostavno tvoji hormoni se ne morejo tvoriti. Naslednja zadeva, ker imamo noter tudi zaščitne snovi topne v maščobi, karotenoid kompleks je predstopna A vitamina in to je, A vitamin je antioksidant, ki ščiti celično membrano, se pravi je topen v maščobi. Mi potrebujemo kar precej teh zadev, ki so topne v maščobi, in recimo karotenoid kompleks je močnejši od E vitamina, od C vitamina, to je najmočnejši antioksidant, ki se ga lahko dobi sploh v naravi. No, tako da recimo, kaj bi jaz vzela, če bi nekaj, pa ne bi celo premoženje vložila v svoje zdravje, jaz bi vzela Pro-Vitality Plus. In noter imate tudi D vitamin in zdaj, če imate hude težave v meni, da vas poliva, da po noč ne spite, da vam niha razpoloženje, da bi pol ljudi nekam poslali, vzemite zraven še vegan D, se pravi D vitamin, ki tako veste, da je potreben 10.000 mednarodnih enot. V tem primeru, če imate hude težave s polivanjem, 3-krat na dan po 8 jih vzamete. Drugače pa, če pa imate tako mečkane težave, pa 6 na dan, recimo, lahko vse naenkrat vzamete. Tudi recimo za hormonsko ravnovesje je potreben cink.
Seveda ga dobite tukaj noter v Pro-Vitality Plus, ampak vseeno, lahko ga pa tudi posebej vzamete cink in recimo cink jaz dajem takrat, ko so hude psihične težave, ki mogoče že malo spominjajo na neke psihoze, takrat se je izkazalo, da velike količine cinka pač pomagajo. Zdaj pa zakaj? Ker cink nase veže težke kovine in jih izloča iz telesa. Sploh, če imate v telesu tudi kalcij, ker te kisline potem spremenijo v soli, v tem primeru se zgodi čudež. Pač enostavno nekaj se v telesu zgodi, da se prav te psihične težave izboljšajo, celo psihoze, panični napadi, v bistvu vse te zadeve se izboljšajo. No in sploh tisto, kar sem zdaj zadnje čase, pač, ko zaključujem tole mojo knjigo, Minkina knjiga receptov, dejansko sem dosti napisala do konca, še zaključek, dala sem v lekturo, zdaj čakam še od oblikovalke, bom mislim, da jutri dobila, da pregledam in v glavnem tako lepa knjiga je nastala. Nastaja v osnovi. No, ravno danes sem pisala o tem, kako pomembno je, ker na koncu je dodatek za menopavzo. Se pravi, mojih 9 nasvetov za menopavzo. In eden od takih nasvetov je sigurno povezan s tem, pač če ne prej, zdaj začni zase skrbeti. Ker če ne boš zdaj začela zase skrbeti, tvoje telo bo naredilo glede zdravja takole, kot avion, ki strmoglavi. Se pravi, če prej nisi nič naredila za sebe, je zdaj res že čas, da začneš skrbeti za svoje dobro počutje, da tudi kakšna stvar, ki ti ni toliko všeč, rečeš, ne, meni pa to ni všeč, da delaš več stvari, ki te veča radost. Ni važno, ali bereš knjigo, ali kvačkaš, ali plešeš, ali se vpišeš v pevski zbor, ni pomembno. Vse, kar ti veča radost, recimo, če rada vrtnariš, je to super, pač ti veča to radost. Če pa ti vrtnariš zato, ker moraš opleti, zaradi tega, da te ne bojo sosede pač upravljale, se tvorijo različni hormoni. Če moraš opleti vrt, pomeni, da se ti tvori stresni hormon, če pa ti vrtnariš zato, ker uživaš v tem, ko brskaš po zemlji, se pa tvori hormon dopamin. Pač samo predispozicija je različna. In v glavnem začni podpirati svoje telo s tem, kar čutiš, da je treba. Če vidiš, da se ti naenkrat povesla koža, da se staraš, da imaš gube, kaj ti sporoča telo? Pač manjka ti verjetno silicija, jej več zelenjave, več D-vitamina, več B-vitamina, pač mogoče komu reči, pač dovolj. To je zdaj lepa beseda, ne? Včasih je treba tudi bolj drugače narediti, bolj udarno. Naslednja zadeva, raziskave so pokazale, recimo, če pred obrokom popiješ žličko kisa oziroma kis razrečiš v kozarcu vode, da ob enaki prehrani se spremeni presnova in dejansko telo začne kuriti odvečno maščobo. No, to je en tak nasvet, ki je noter. In še drugi nasveti. V glavnem vas povabim, prednaročila še vedno zbiram, tako da tisti, ki bi imeli to knjigo, več kot 100 receptov za hormonsko ravnovesje. No, tako. V glavnem vam bom dala povezavo spodaj, zdaj v prednaročilu je 19,90, potem v prodaji nisem še določila cene, ampak bo verjetno okrog 27 evrov. Ne vem, nekaj takega. V glavnem, zdaj pa pojmo še na karte. Prehod v novo dobo. Da vidimo. Za tebe, ki tole poslušaš, kaj je tisto, kar bi bilo prav, da veš, da zavestiš, kaj je tisto sporočilo, kaj ti stvarstvo sporoča. Prišla je karta blagoslov. Ti, ki tole poslušaš, se zavedaj, da si več kot mogoče misliš, da si. Mogoče si naravnana na kritiko, mogoče te je tvoja mama ves čas kritizirala in ti govorila, kaj ni v redu in kako bi mogla in kupenega balasta. In je čas, da se začneš zavedati, da si prav posebna, da si blagoslovljena med vsemi ženskami. In zato, ker veš, da blagoslov je posebna začimba, blagoslavljaj vse ljudi, ki pridejo v stik s teboj.
In ti si človek svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Čas je za neko povezovalno zadevo, mogoče začni delati spremembe pri sebi in se bo naenkrat začelo vse odvijati okrog tebe. In tvoje življenje prihaja ena sprememba. Sebi ustvarjaš nove vibracije, vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. In ti si bitje svetlobe, ti si bitje luči. Tvoje srce je polno brezpogojne ljubezni, neverjetna dušica in iskreno se povezuj z ljudmi. Krasne kreacije Katarine Vidmar, glejte, drevo prijateljstvo, bitje svetlobe. V glavnem, povezano je s tem, da očitno imaš nek talent, da očitno imaš nekaj za doprinesti, sedaj, ko stopaš v obdobje modre ženske. In to pomeni, da ženska, ki je modra, ki ni več v rodnem obdobju, se vedno bolj začne zavedati tega, da je tukaj z namenom, da na zemlji je z namenom, da pač dodaja vrednost, da preko svoje zgodbe nekomu poda roko, nekomu pomaga. Tukaj imamo še naslednje karte, da vidimo. In vsi smo svet. Očitno tvoja energija te vodi nekam. Če ti kdo govori, da si čudna, ker lej, tukaj je sprejemanje, se pravi tvoj notranji razcvet, ampak tvoj notranji razcvet je povezan s tem, da trgaš neke vezi, neke verige, da se opiraš, da enostavno nočeš več delovati po določenih vzorcih, predvsem pa ne po tem, kdo ti kikirika, kdo ti govori, kaj bi mogla, kako bi mogla, zakaj nisi. Pač odvrzi to breme, ki ga ne potrebuješ več, čas je, da se osvobodiš, pa ne pomeni, da se moraš ločiti, ampak gre se za to, da začneš poslušati, kaj je dobro za tebe. In mogoče ta trenutek čutiš, da si drugačna, da si izobčenka. In zdaj poglej tole slikco. Tukaj je otrok, ki gleda skozi vrata, zaprta vrata in na prvi pogled zgleda, da ne more ven. Ampak ključavnica je odklenjena. Samo odkleniti je treba, samo sneti to ketno dol in iti naprej. Nič kaj posebnega in to si ti. Poglej se. Boginja obilja. Več kot daješ, več dobivaš. Bolj teče tok energije in to je tisto. Ti si boginja obilja. In to obilje, tudi če ga ta trenutek še nimaš, je povezano s tvojo karmično lekcijo opuščanja nadzora, ker pa vklepanje preteklosti. To je samo za spustiti. In čas je, da vzljubiš svojo notranjo bit. Sebe. Sebe kot dušo. Prišla je sicer karta ljubimca, ampak to ne pomeni, da prihaja nek ljubimec v tvoje življenje, kar je sicer možno, da prihaja, ampak gre se za to, da se ti objameš. Da ti objameš vsak centimeter, tudi tisti centimeter tvojega telesa, ki ni toliko popoln, ki ni toliko idealen. In zdaj, če gledamo mi ženske, sploh tiste, ki smo rodile, pač sledi čudeža, ki smo ga nosile pod srcem, je pustil posledice na našem telesu. In da tudi ta del sprejmemo. V redu je, taka sem kot sem krasna, da sebe pohvališ, sebe objameš in potem se vse okrog tebe začne spreminjati. Tako da ja, menopavza je poseben čas, ko življenje res pritisne na pavzo. Povezan je s tem, da ta pavza je povezana s tem, da ti začneš slediti svoji intuiciji, temu, kar tebi veča energijo, temu, v čimer se ti dobro počutiš. In to je v bistvu kot neka zvezda severnica oziroma kompas, ki ti kaže, kje je za tebe ta prava smer. In tam, kjer se pa dogajajo tako, tam ti kaže, da to pa ni zate, pomeni, da mi zadihaj, se vprašaj, kaj me življenje uči in greš naprej. Tako da uživaj na tvojem potovanju in če ti lahko pri tem tvojem potovanju na kakršenkoli način pomagam, z veseljem. Tako da uživaj in vse dobro ti želim.